Zaradi krize se bo verjetno letos več Slovencev odpravilo na hrvaško obalo, zato bomo preverili, kakšne so cene piva, hrane, cestnine, parkirnine in tako naprej. Do Splita se bomo odpravili po stari cesti, nazaj pa po avtocesti. Zagreb između čvorova Kikovica i tunela Tuhović upozoravamo na bočne udare vjetra. Stara cesta je zanimiva za ljudi, ki jim je strošek cestnin previsok in želijo, da se jim dopust prične že v trenutku, ko sedejo v avtomobil. Ker ima naš avto klimatsko napravo, se odločimo potovati po dnevi. Ljubljano zapustimo nekaj po 10. uri in ker imamo vinjeto, se odpravimo po Dolenjki do Obrežja. Pred mejnim prehodom, na katerem ni bilo nikakršne gneče, zapustimo avtocesto ter nadaljujemo pot proti jugu po regionalni cesti. Hitrostne omejitve, vožnja skozi mesta Karlovac, Slun, Plitvička jezera, Knin in druga zahteva umirjenega voznika, ki se mu ne mudi na cilj. Vožnja po regionalni cesti vas bo tako popeljala mimo številnih razglednih točk. V Karlovcu se boste peljali mimo prelukljanih fasad, ki jih še od vojne niso popravili. Potem pa so tukaj zanimivi še slapovi Rastoke, ki jih obišče veliko turistov na poti do Plitvic. Tu na svini naša pisma mi je sve. I znam planet kad je neko grubo riči spomene. Još sam čovjek za oprosti, ne dan sebi ostaci, stisnem šaku i za pismo. Med vožnjo opazimo v senci skritih več policijskih kontrol. Na eni izmed njih ustavimo in povprašamo policista o morebitnih zanimivih dogodkih preteklih dni. Pove nam, da se po stari cesti vozijo ljudje z nižjimi prihodki in slabšimi avtomobili. Tudi sami pridemo do istega spoznanja, če izvzamemo motoriste. Našo destinacijo Split pa obišče največ Španjolaca, Francuza, Amerikanaca, a ima i dosta Norvežana, što je dosta onako pozitivno. I Australaca ima. A rekao bi Španjolci, Francuzi, Amerikanci prva 3 mjesta. Slovenci pa mogli bi više dolaziti, da, trebali bi. Najbolji gosti, pa ako ćemo gledati financijski, po komentarima svi koji se bave turizmom, Amerikanci. Ako ćemo gledati, jer oni imaju tu naviku davanja napojnice u svemu, od kafića, restorana, turističkih vodiča. Do konca dneva naštejemo na poti 5 policijskih kontrol. V Plitvicah je bila gneča na vseh vhodih. Privoščimo si prvi postanek in si ogledamo cene za vstopnino v nacionalni park. Ko nadaljujemo pot proti Splitu, ugotovimo, da je čas za kosilo že zdavnaj mimo in ostavimo se v gostišču Macola, ki se pod istim imenom nahaja tudi na avtocesti. Od otvorenja autoputa svake godine sve više ljudi se vraća na staru cestu, znači DC1, što smanjuje trošak putovanja i ljudi su odlučili normalno starom cestom. Cestarine su dosta visoke, manja potrošnja goriva, kome se ne žuri, preporučujemo starom cestom sigurno. Sin lastnika nam pojasni, kakšni gostje se pri njih ustavljajo. Svi gosti su dobri koji dolaze tu, to se ne može se odvajati. Na parkirišču je bilo tudi nekaj avtomobilov s slovenskimi tablicami, za gostiščem pa si ogledamo 2 kosmatinca ter divjačino, ki jo najdemo tudi na jedilnem listu. V Split prispemo ob 20 uri in 44 minut, tako da nam ne preostane drugega kot prespati ter zjutraj nadaljevati pot. Že zgodaj zjutraj se postavimo v vrsto za trajekt na Brač, za katerega smo kupili vstopnico za avto in 2 osebi, katerih cena pa se je 1. junija kot vsako leto precej dvignila. To rade stalno, to svake godine pred sezonu dignu oko 20% cijene, s tim da, ali ovo je moje osobno mišljenje, nedostaje linija za Hvar. Sad će se izgleda uvesti neka nova linija samo za ovih mjesec i po, od 20. ovog mjeseca do kraja sljedećeg, ali puno ljudi pita za izlet jednodnevni na Hvar, a to se ne može izvesti
jednostavno. Jadrolinija vsako leto dvigne v bistvu trajekt. V bistvu je že lani dvignila, letos spet, pa smo to spremljali že prej, pa smo se nekako pripravljali, da bomo tako plačali. Vožnja s trajektom do Brača traja slabo uro, vendar bodite vsaj 45 minut pred odhodom v pristanišču, da se postavite v vrsto. Pretirane gneče sicer ni bilo, se vozi trajekt večkrat dnevno, pri destinacijah kot sta Hvar ali Vis pa je to drugače. Najčešće Hvar, onda Brač, a oni ljudi koji žele mir idu na Vis, ali definitivno Hvar broj 1, Brač broj 2. Odpravimo se na plažo Zlatni Bol na drugi strani otoka Brača. Parkiranje ponovno iz naše denarnice potegne 50 kun, pijača v gostilni na promenadi 60. Pogledamo si tudi stroške za najem štirikolesnika in še nekaj drugih storitev, s katerimi želijo iz turistov izvabiti nekaj kun. Plačevanje z evri večinoma ni mogoče oziroma ni dovoljeno. Sprejemajo jih zgolj pod mizo, kot so nam povedali v gostišču Macola, jim druga ne preostane, kot jih sprejeti, ko je turist enkrat že pojedel svoje kosilo. Sma primerjala cene, se mi zdi, da so še malenkost nižje kot pri nas, tako da se splača, ampak so pa dvignili od lani. Je razlika. Vožnja po stari cesti do Splita je trajala dobrih 8 ur, prevozili pa smo 473 km. Sedaj nas čaka pot nazaj po avtocesti, kjer bomo videli, koliko nam bodo Hrvatje zaračunali za cestnine. Kratek postanek na počivališčih Krka, ki je čudovita razgledniška točka, in na Brinju, kjer domačini tradicionalno prodajajo domač sir kar iz prtljažnikov svojih avtomobilov. Kaj pa višina cestnin pa jo ne moti? Ne, zaradi tega, ker se nam zdi vseeno avtocesta bolj varna, kot pa da bi šla po stari cesti, zato pa smo pripravljena potem tudi plačati temu primerno. Mislim da to nije u konačnici neki razlog što ih odbija, ali da povećan su carine, što po meni nije baš dobar potez, ali to je sve moje mišljenje, znači ne službene ureda, nisu trebali dizati cestarine po meni prije sezone i ovako se borimo za svakog gosta i mislim da to nije baš najbolji način da ih pridobijemo, to je moje mišljenje. Jedno su tilo, tuga i srića, pušti i trudi, blaženog kraja. Kad ugljanuška i jadu sviđa, noćom na dlanu našega raja, ošja se pismo.